Lani decembra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo razpis, na katerega smo se prijavili. Razpis v bistvu za podporno okolje, kjer bi nekje združevali socialna podjetja na področju celotne kohezijske regije Vzhodna Slovenija, združevali oziroma opolnomočili socialna podjetja na ta način, da povežemo čim več akterjev, ki podpirajo socialno podjetništvo, oziroma da pridobimo tiste akterje, ki lahko podprejo socialno podjetništvo, da dobimo nove ideje, da dobimo nove priložnosti, da lahko ustvarimo za nas nek boljši jutri, predvsem za tiste ljudi, ki prihajajo iz ranljivih ciljnih skupin in so včasih prepuščeni sami sebi. Socialno podjetništvo s svojimi proizvodi in pa storitvami odgovarja na težave v družbi in pa ustvarja neko družbeno korist. Dejstvo je, da socialno podjetništvo pri nas ni nekaj novega, ima pa še v bistvu ogromno rezerve in pa manevrskega prostora. Pri socialnem podjetništvu sta pomembni dve komponenti. Prva je ta, da prinesemo, storitve in pa proizvode v lokalno okolje. Druga komponenta, zelo pomembna komponenta pa je ta, da v socialnih podjetjih vključujemo in zaposlujemo ljudi, ki so že nekaj časa brezposelni, Tako da tudi njim damo v bistvu, ni pa nujno, da samo te, in da njim damo to priložnost, da se zaposlijo v lokalnem okolju, jih ponovno integriramo, vključimo in pravzaprav lokalno okolje tudi od njih prejema nazaj neko dodano vrednost. Moja naloga danes je pa tukaj, ker nekako sem pa specializirana za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, da pomagam tako zasebnemu, javnemu in nevladnemu sektorju iskati vire financiranja za razne ideje in pa projekte. In bi izhajala tudi iz tega, da čeprav je v Sloveniji močno razvit sistem, se pravi ta podjetniški sistem, ki vključuje tudi različne mehanizme financiranja, ali gre tukaj za zagonska podjetja malih in srednjih podjetij, je pa zelo malo mehanizmov, ki bi bili namenjeni samo socialnemu podjetništvu oziroma podjetjem, ki so registrirana kot socialna podjetja. Ni izključeno, da se socialna podjetja ne morejo prijavljati na razpise tako regionalnega razvojnega sklada, slovenskega podjetniškega sklada, ampak dejansko nimamo pa nobenih, konkretnih oziroma razpisov, ki bi bili namenjeni samo socialnemu podjetništvu.